svoja mesta. V naši sredini pozdravljam predsednika države, gospoda Boruta Pahorja in predsednika državnega zbora, gospoda Janka Vebra. Lepo pozdravljeni. Besedo dajem sedaj spoštovanemu predsedniku državnega zbora, gospodu Janku Vebru. Izvolite, prosim. Besedo, predsedujoča, spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas nagovorim o izteku 6. mandata državnega zbora. Mandat se izteka prej, kot določa ustava, kar govori o tem, da smo delovali v zelo zahtevnih razmerah, ki so jih v veliki meri narekovale tako gospodarske in finančne razmere, ki so nastale v svetu, ne v Sloveniji, to moramo poudariti. Seveda smo pa sestavni del tega dogajanja bili tudi v Sloveniji in ukrepi, ki so jih je bilo potrebno sprejemati v državnem zboru, so bili zelo pomembni, da smo lahko obvladovali ravno to področje. Ob tej priložnosti bi se želel še posebej zahvaliti poslancem in poslancem, sklicati se mu v današnjem dnevu izteka mandat za izjemno sodelovanje, kajti dosegli smo soglasje tako med opozicijo in koalicijo, zato da smo lahko spremenili v dveh bistvenih točkah tudi ustavo Republike Slovenije in tudi na mednarodnem področju sprejeli pomembno odločitev, ko smo soglasno ratificirali vstop Republike Hrvaške v Evropsko unijo. Mislim, da smo s tem dejanjem dali pomemben pečat v zgodovini parlamentarizma v Sloveniji in po mojem mnenju bo to tudi zaznamovalo največji mandat, ki se nam izteka. Zato, da smo lahko, po mojem mnenju, uspešno delovali, pa je velika zasluga tudi predsednika, ko da se mu tudi zahvaljujem in nakrati se oba zahvaljujeva za vse, kar je bilo sprijeto v državnem zboru, kajti veliko zahtevnih predlogov je posredoval predsednik Republike v svojem državnem zboru in vsi predlogi so bili sprejeti. Tudi to je nekaj, kar bo zagotovo ostalo kot pomemben mejnik pri delovanju ali pa dosežek pri delovanju državnega zbora. Ob zaključku mojega dogovora mi dovolite, da se zahvalim tudi vsem sodelavcem